Še vedno se ustavljamo tukaj pri Gejevi hiši, moramo povohati. Pravkar boste videli klic zaradi požara, ki ga ne doživite vsak dan. To je hudo, vse je razmetano naokol. Ne vem, odkot jemlje toliko stvari iz hiše. Ne vem, moje stvari so povsod. Pa so... Domnevni poskus obuditve romance bo kmalu šel po zlu. Veliko ljudi tukaj je norih. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Plameni niso bili domnevno edina stvar, ki so jo organi pregona našli v tej hiši. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Zakon, ki naj bi bil poln vzponov in padcev, je v Floridi dosegel eksplozivno raven in imamo na voljo na novo objavljen posnetek s telesne kamere. Pridružili smo se šerifovemu uradu okrožja Citrus na Floridi. To ni daleč od Orlanda. Pravkar pa so bili poklicani v hišo, ki je bila popolnoma zajeta v plamenih. Šerifovi pomočniki so po navedbah klicatelja na številko 911 izvedeli, da naj bi ženska zanetila požar. Ko so šerifovi pomočniki prispeli na kraj dogodka, lahko vidite, da je ženska domnevno pridržana in je vznemirjena. Samo poskušam odstraniti obliž. Razbila je vsa okna, ves čas razbijala ogledala, uničila je stene in vse pnevmatike in ti povedala, da moram priti z vlečno ploščadjo in samo odvleči svoje stvari ven. Ne vem, kaj je to tukaj, ampak bom to dal vsem. Žigalna tekočina. Ja. Dobesedno sem bila zunaj na teku. Videla sem te že milijonkrat. Za zdaj ga bom dal zadaj. Ja, lahko, v redu. Ampak, a nimaš kaj pri sebi? Ne. V redu? Lahko ga primem, v žepu imam nekaj, ne vem kaj je to. Kaj imaš? V žepu imam nekaj. Katera torba je tista tam? To je težko, vse je razmetano povsod. Ne vem, odkot jemlje toliko stvari iz hiše, ne vem. Moje stvari so povsod. Povsod? Kaj imaš v žepu? Rekel si, da imaš nekaj v žepu. V kletki ali kitacga, ne vem. On ima vse moje stvari povsod. Povsod, uničil bo moj stari tovornjak. Pravkar je odšel, imam posnetek. Prosim, to je posnetek. Nehaj segati, oprosti. Oprosti, ne skušam. Biti nesramen. Ja, ne segaj. Je tukaj kaj, kar bi me lahko zbodlo ali pičilo? No, se ne verjameš, torej. Če te kaj zbode, če mene kaj zbode, je to karkoli najdem na tleh. Hočem videti, kako sem jaz kriva, če nisem naredila ničesar, no? Ne vemo, kaj se dogaja. Torej, ko sem bila tukaj, hotel je priti gor in mi pobrati vse moje stvari. In imel je nekaj tasga in ta tip, ne vem. Obrni se tja, ne bom te še enkrat prosil. Ker mi je pobral vse stvari. Če Ne prideš dol in poslušaš. poslušam, Ne bo videti dobro. Zato nehaj. V redu. vi fenče, V redu, sem pridite, kar tukaj počakajte, dokler ne ugotovimo, kaj se dogaja. to je noro. Seri. Policisti pravijo, da je to Melissa Dunham. Ona je žena lastnika hiše. En namestnik je povedal, da je bil v hiši že prejšnji dan, domnevno zaradi incidenta v družini med Dunhamovo in njenim možem. Zdaj je povedal, da naj bi takrat ni bilo fizičnega nasilja, vendar naj bi se to spremenilo nekaj ur kasneje. Tle je šele kakšna 2 tedna. Očitno sta v čudnem zakonu. Poročena sta približno 20 let, a ločena že okoli 15 let. Posnetek telesne kamere, ki ga je objavil šerif okrožja Citrus, hiše ne pokaže od blizu. Lahko pa tukaj vidite, koliko dima se dviga v nebo s ceste. Namestniki pravijo, da je s to hišo konec. Zdaj, ko namestniki skušajo ugotoviti, kaj jim je Dunhamova povedala, in spomnite se, da je domnevno na kamero priznala, da je imela s seboj vžigalno tekočino, drug namestnik najde njenega moža in ta je čustveno razburjen zaradi tega, kar se je pravkar zgodilo z njegovo hišo. Govorimo o tem, da ga pomirimo, pogovorimo se z njim. Zažgala je mojo hišo. Pomiri se in pogovori se z njim. Prosti se. Nor. Ja, veliko ljudi tukaj je norih. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Hiša je pogorela. Hvala, ampak to mi ni povedalo ničesar, gospod. Kaj se je zgodilo? Potem, ko smo odšli, kaj se je zgodilo? Sedel sem v džipu, ona je šla mimo, pomiri se. Stopi tja, da lahko ogenj pride do njih. Sedel sem v džipu in ona je šla mimo, pravi, zdaj pa nobeden od nas nima.
In potem sem sedel noter in potem, pa sem videl, da sem poskušal ujeti svojega psa, ker je moj pes tekel za njim. Tako sem poskušal ujeti svojega psa in takrat sem opazil, da je hiša v plamenih. V redu. Ali ste dejansko videli, ali ste res videli, da je ona nekaj pržgala? Ne. Tega nisem videl. V redu. Ampak jaz vem. V redu. Ker mi jo uničuje že od sinoči. Razumem. Mirno. Ampak zdaj gre, kar dobro, kar dobro. In računalnik je za zdaj na strani dobrote. Za zdaj. 158. 1858 živi v Malhornu, tista hiša 15, popolnoma. To je to. Ona je že bila, trenutno je že v Lisicah, pridržana je, v redu? Slovk, ne morem verjeti temu, res ne. In tvoj pes je na naslednji ulici za nami, z nekaj ljudmi. Moj tam, v redu. V redu, potem je tudi tvoj sin tam, v redu. In zdaj vem, da je tam majhen pes. Tudi majhen pes je zunaj. Ona ga ima. Vsi psi so zunaj, kaj ne? Da. V redu. Trenutno ni nobenih živali. V redu. Vaš sin na naslednji ulici s psi. Ja. To je tudi njegova družina tukaj. V redu je. Ja, vsi so v sorodu. Samo ustavil sem jo in ji rekel, naj se vrne in počaka pri mojem avtu, da lahko pridete sem. On je kričal in govoril, da je ona zažgala hišo. Zato sem rekel, naj jo za zdaj pridržijo. Ja, ne, absolutno, ja. Flaneri sem pustil tam z njihovimi stvarmi. V redu, Pejt Garcia. In moramo biti previdni, prihaja še več tovornjakov. Dol in se pogovori z njim. Vem. Zapomni si, vsak mornar je tudi gasilec. Prav tako moraš stopiti nanj, ne pa čez njega. Ja, besedni spor med tistima dvema. In potem okoli 3 zjutraj približno so bili tukaj. Nočna izmena je bila tukaj. Isto, besedni spor. Tistih ni več. Ni več besednih sporov, ni več niti hiše. Mož se imenuje Joshua Dunham in slišali ste ga, kako je zelo agresivno obtoževal svojo ženo, da je zanetila požar v hiši. A policisti pravijo, da ona njega obtožuje, da je on tisti, ki je zanetil požar. Iščem svojega sina, sam dajte mi pivo. Poskušam najti svojega sina. Vidimo po avto, prepeli ga nazaj. Raz. Dokler ne... Hej, kaj se dogaja, človek? To je cela stvar. Izpopolno je to in ni naredil celega. Stvari. Obrni se na drugo stran. Stan. Zdaj se morajo vrniti dol. Ja, ampak ne vemo, kaj se s to dogaja. Zato se za trenutek sprosti. Hej, stari, imaš? Kaj v žepih, česar ne bi smel imeti? Ali kaj tazga, česar ne bi smel imeti, stari? Mogoče kakšna pipa, ne vem. Ne vem, mogoče ni ničesar. To je legalno, res je. Resno? Imaš kartico za medicinsko marihuano? Ne, nimam jo, mislim, da sem tukaj. Ja, greš skozi zadnji vhod, bil je v hiši poleg, igral se je s svojim, verjetno se samo vrača.
Iskal sem svojega sina. Dol in k njemu. Iskal sem svojega sina. Nisem vedel, kako naj pravilno povem. Poglejmo, če so avtomobili zadnjega tipa odprti. Ne vem. Kje je Junior? Ne. Bom šel levo spodaj tukaj. Ja, razumem te. Hej, moj sin, on je kupil mojega sina. Ja, bomo človek. Dokler ne ugotovimo, kaj se dogaja človek. Nisi v težavah ali kaj podobnega. Še ne. Kako se počuti? Ja, zaklenjeno je. Mislim. Si. Sedi. Zdaj namestniki šerifa ne vejo, kdo je povzročil požar, ki je uničil hišo. Prav tako pa upoštevajo, da so bili v tej hiši zaradi družinskega spora v zadnjih 24 urah. Dobra novica je, da so po besedah namestnikov šerifa vsi uspeli zapustiti hišo. Pridržali so tako moža kot ženo, medtem ko so poskušali ugotoviti, kaj se je zgodilo. Namestniki šerifa so nato izsledili sina para. Star je 20 let in to je tisto, kar jim je povedal. Torej, kaj se je zgodilo? Ves čas je bilo tako. Torej, Prepirala sta se kot običajno. Karkoli. Včeraj je metal njene stvari iz hiše, govorimo danes. Kaj je povzročilo? Torej, bili smo tukaj danes zjutraj, bil sem eden od namestnikov, ki so bili tukaj danes zjutraj. Kaj se je zgodilo, odkar smo bili tukaj? Audio je v tem delu pogovora izbrisan, vendar imam sodne zapise, ki opisujejo, kaj naj bi on domnevno rekel. Priča je opisal, da sta imela njegova starša zelo sporen zakon in sta se veliko prepirala. Rekel je, da naj bi bila njegova mama razburjena, ker je mislila, da je njegov oče preveč zaposlen zanjo, vendar sta poskušala znova obuditi svoj zakon. Domnevno. Domnevno sta bila poročena približno 20 let, vendar se je zdelo, da sta imela veliko obdobij, ko sta živela ločeno. Toda pravno, na papirju, sta bila še vedno poročena. Sodni zapisi navajajo, da je sin povedal policistom, da sta se njegova starša začela prepirati noč pred požarom. Okoli 1:30 zjutraj je tudi obtožil svojo mamo, da ga je domnevno napadla s tejzerjem v njihovi hiši, ker ni stopil na njeno stran v prepiru. 18-letnik je povedal, da je tistega jutra nameraval zapustiti hišo, ker preprosto ni želel biti del, kot je rekel, toksičnega odnosa svojih staršev. In to je res neverjetno žalostno. Povedal je, da je okoli 4 ure zjutraj odšel iz hiše, da bi v avtu napolnil svoj mobilni telefon in je tam zaspal. Ko se je okoli 6:30 zbudil, so se njegovi starši domnevno spet prepirali. Dejal je, da so jim domnevno izklopili elektriko in je mislil, da zato, ker niso plačali računa. Tukaj se požar morda začne. Melissa Denham naj bi zakričala na svojega moža, citiram, zdaj pa nobeden od naju nima prekletega ničesar. In Tim Fund pravi, da je domnevno začelo izgledati, kot da je njegova hiša v plamenih. V intervjuju z možem Joshua Denhamom je ta obtožil svojo ženo, da je prejšnjo noč s kladivom udarjala po predmetih v hiši in nato domnevno uničila lastnino v notranjosti. Joshua je v tem požaru izgubil svojo hišo, vendar lahko vidite tudi, da imamo njegovo policijsko fotografijo. In kmalu bomo pojasnili, zakaj je v povezavi s tem primerom bil aretiran. Melissa naj bi po navedbah policistov povedala, da nima pojma, kako je požar nastal. Nato pa naj bi jim povedala, da je domnevno vrgla prižgano cigareto na tla glavne spalnice. Pomembno je tudi omeniti, da so policisti povedali, da je imela Melissa pri sebi torbo, ko so jo pridržali, in v tej torbi je bila vžigalna tekočina. Zdaj imamo zvočni posnetek pogovora Melisse s policistom in tukaj je, kar je povedala. Ste že kdaj zakurili taborni ogenj? Ne, mislim, da ne morete. V redu. Ste že kdaj zakurili kakršenkoli ogenj? Recimo, kakšen manjši ogenj. Ja, torej kako se začne? Zimo. Ali nekaj, kar bo gorelo, prav? Papir? Prav. Nekaj, kar bo gorelo in prižgeš to, prav? Z vžigalnikom ali vžigalico ali cigareto ali karkoli že, prav?
Mislim, papir, ki ga daš v ogenj, moraš prižgati. Mislim, Prav. In stvari, kot so mah in papir, se hitro vnamejo. Prav? stvari, kot so te, se hitro vnanejo. Oblačila. Torej, če bi vrgel cigareto v kup oblačil, bi to verjetno povzročilo požar, kaj ne? Ne glede na to, ali je bilo to namerno ali ne. Sodni zapisi kažejo, da je Melissa domnevno priznala, da je vrgla cigareto, nato pa zanikala, da je to storila zato, da bi zanetila požar v hiši. In zanikala je, da bi dodala kakršnekoli pospeševalce gorenja, vendar je domnevno priznala, da so bili na območju, kjer je vrgla tisto prižgano cigareto, gorljive snovi, vključno z lakom za lase in aerosoli. Melissa Dunham je bila obtožena požiga prve stopnje in to ni bila edina obtožba proti njej. Tukaj so dobre novice in tukaj so slabe novice. V redu? Trenutno ste aretirani. Obtoženi boste nasilja v družini in napada na svojega sina. O moj bog. Da, gospa. Torej, stvar je taka. V redu? Verjetno boste obtoženi tudi požiga. Gre le za to, ali se boste do prihoda v zapor odločili povedati še druge podrobnosti, ki nam tukaj manjkajo. V redu? In do takrat, kot sem rekel, če bo pes že našel to, o čemer govorimo, ne bo več govorila. Samo aretiral vas bom zaradi tega. V redu? Torej, če se spomnite še česa, ima ta policist mojo telefonsko številko in ga lahko prosite, naj me pokliče, v redu? Prav, želim vam veliko sreče, Melissa. Namestniki pravijo, da so preiskali Melissine torbe na podlagi naloga za preiskavo in v eni izmed njih naj bi našli prozorno plastično vrečko s približno 6,5 grami snovi, za katero se je zdelo, da je metamfetamin. Po sodnih zapisih so našli tudi še eno vrečko, v kateri je bila na videz sveže pridelana in obrezana marihuana. Namestniki pravijo, da ne verjamejo, da je bila marihuana namenjena medicinski uporabi in da se zdi, da je bila marihuana pridelana in zapakirana za rekreativno uporabo. Zdaj je Melissa pridržana brez možnosti varščine zaradi obtožbe požiga, kar je huda kazniva dejanja. Poleg tega pa je bila obtožena še 2 obtožb zaradi posesti prepovedane droge in 1 obtožbe zaradi posesti pripomočkov povezanih z drogami. In to nas pripelje nazaj k njenemu možu, moškemu, ki je domnevno izgubil svojo hišo zaradi svoje žene med tem zelo vnetljivim poskusom ponovne združitve. Tukaj mu namestniki berejo nalog za preiskavo. Prav. Torej, nalog za preiskavo hiše je podpisal sodnik. Prav. Po pravilniku vam moramo prebrati nalog. Prav. V njem je veliko zmedenega žargona, ampak vam ga bom prebral, da lahko rečem, da sem to storil. V redu. Živjo, da povem preprosto. Nalog nam dovoljuje vstopiti v hišo in na posestvo z namenom zbiranja fotografij, brisov, vzorcev, takšnih stvari. V redu. To je zgolj pravna podlaga, da lahko gremo tja in zagotovimo, da se nič ne izloči kot dokaz, ker je sodnik rekel, da lahko. V redu. Torej, na okrožnem sodišču 5. sodnega okrožja za okrožje Citrus na Floridi imamo nalog za preiskavo. Ker je bila pisna prijava pod prisego, podprta z zapriseženo izjavo verodostojne priče, in sicer detektiva Adolfa iz urada šerifa okrožja Citrus, enote za huda kazniva dejanja, to sem jaz, podana meni, spodaj podpisani častiti sodnici Amber Thomas na okrožnem sodišču za okrožje Citrus na Floridi. Ker so mi bila ta dejstva predstavljena in sem jih upošteval, sem potrdil in ugotovil, da obstaja utemeljen sum, da so bili določeni zakoni prekršeni, ali pa se dokazi o kršitvi, ali dokazi, pomembni za dokazovanje kršitve določenih zakonov, nahajajo na določenih prostorih v okrožju Citrus na Floridi, ki so znani in opisani kot sledi. South Powell Point Niche Homosassa, okrožje Citrus, Florida. Tam so navodila, kako priti iz Moriartyjevega operativnega centra za izredne razmere do sem. Prihranil vam bom branje tega. Google vam bo povedal isto. Rad bi še hitro nekaj dodal. Tukaj boste slišali besedilo o rastlinah marihuane. Ker jih zasegamo, ker so na vidnem mestu, moramo jih vzeti. To je vključeno tukaj. To je samo za preiskavo, v redu? Razumem. Stanovanje na naslovu South Powell Point, Homosassa, okrožje Citrus, Florida, je opisano kot enodružinska montažna hiša s približno 116 kvadratnimi metri. Prvotno zgrajena leta 1984, sestavljena iz 3 spalnic in 2 kopalnic. Stanovanje je bilo prej obloženo z rjavo vinilno oblogo, zdaj pa so vidni goli leseni tramovi in močno ožgane zaradi požara, ki je uničil večino objekta. Do vhodnih vrat vodi dvignjen betonski podest, ki je obrnjen proti severu. Stanovanje je postavljeno v smeri vzhod-zahod na parceli velikosti približno 0,44 akra, ki je obdana z žično ograjo in dostopna skozi jeklena vrata. Po evidencah cenilca nepremičnin okrožja Citrus sta stanovanje in zemljišče v lasti in pod nadzorom gospoda Joshua L. Durhama, žrtve, in gospoda Harveya D. Durhama. Ali je to prav? Donna, oprosti. Ja, tiskalnik je odrezal. V redu. Oprostite zaradi tega. Ja, to je to. In potem je težko, to smo natisnili na brizgalnem tiskalniku,
ampak to je fotografija pogleda z dvorišča proti hiši. V redu? V redu. Hiša je tukaj in se v nadaljevanju imenuje nepremičnina. Ker je sodišče ugotovilo utemeljen sum, da se določeni predmeti nahajajo v nepremičnini in da so bili v tej nepremičnini kršeni ali se kršijo naslednji zakoni. In sicer zakoni proti prodaji, izdelavi, dostavi, posedovanju, storitvi, nameri prodaje, izdelave, dostave, nadzorovani substanci po zakoniku Zvezne države Florida. In je nezakonito in namerno z ognjem ali eksplozijo poškodoval ali povzročil škodo na stanovanjskem objektu, ne glede na to, ali je bilo zasedeno ali ne. Lastnino žrtve, ki se nahaja na South Powell Point v Homosasi, okrožje Citrus, Florida. Ali njeno vsebino v nasprotju z zakonom Floride 806011A. Zato ste vi, detektiv Charles Adolf, s pomočjo drugih članov šerifovega urada okrožja Citrus in njegovih pooblaščencev, vključno s požarnim inšpektorjem, s tem pooblaščeni in naročeni, da zasežete naslednje predmete, ki se v nadaljevanju imenujejo lastnina. Vsa oprema za proizvodnjo prepovedanih substanc, ki se nahaja v stanovanjskih lopah ali pomožnih objektih. Vse prepovedane substance, ki niso predpisane kot zdravila strani zdravnika, navedenima osebama, Joshua Dunham in Melissa Dunham. Vsa oprema za gojenje, ki se nahaja v prebivališču, lopah ali pomožnih objektih. Vsa pripomočka, ki se nahajajo v stanovanju, lopah ali pomožnih objektih. Predmeti, ki so jih imeli obtoženci pri sebi ob času v Kanaan. Črna hrtnik Nike, bela torba, torba Marc Jacobs in črna torba Calvin Klein. Biološki dokazi, fotografije, brisi in vzorci, zažigane naprave, gorljivi viri goriva. Odstavki od 1 do 10 so tukaj in v nadaljevanju imenovani predmeti. Zato se vam, detektiv Adolf, skupaj s potrebno zakonito pomočjo, vključno z namestniki šerifa, detektivi in tehniki za ogled kraja kaznivega dejanja, s tem odredi. Po dnevi ali po noči ali na nedeljo, kot bodo zahtevale okoliščine, vstopite in preiščete zgoraj omenjene prostore in pripadajoče zemljišče ter vsa vozila na njih ali katerokoli osebo, ki se nahaja na prostorih ali v pripadajočem zemljišču in za katero se razumno verjame, da je povezana z omenjeno nezakonito dejavnostjo, za predmete opisane v tej odredbi. Če jih ali katerikoli njihov del najdete, ste s tem pooblaščeni, da jo zasežete in zavarujete ter izdate ustrezno potrdilo o zasegu. In izročite izpolnjen izvod te odredbe osebi, ki ima nadzor nad prostori. Ali v odsotnosti take osebe pustite izpolnjen izvod tam, kjer so predmeti najdeni. Ter v roku 10 dni od današnjega datuma poročate o izvršitvi te odredbe. Vi ali vaš pooblaščeni forenzični analitik ste dodatno pooblaščeni, da preiščete lastnino zaradi dokazov o tukaj opisanem kaznivem dejanju. Obenem pa ste dolžni potrditi varnost navedene lastnine. Da se lahko predloži sodišču, pristojnemu za to kaznivo dejanje, da se uporabi pri pregonu oseb, ki so storile to kaznivo dejanje in na to ravna z njim v skladu z zakonom. To potrjujem s svojim podpisom in pečatom dne 30. marca 2026 okrožna sodnica Amber Thomas. To je njen podpis tukaj. V redu, v redu. Imate kakšno vprašanje zame? V redu, začeli bomo. Tam spodaj bomo nekaj časa. Če boste kaj potrebovali, samo stopite pred vrata in nas pokličite. Drugače pa bomo poskusili vse opraviti, prav? Namestniki so zapisali, da so izvršili tisto odredbo za hišno preiskavo in naj bi zunaj hiše našli 34 rastlin marihuane. In v hiši pravijo, da so našli domnevne luči, rezervoarje in opremo, ki bi jo potrebovali za gojenje marihuane. Namestniki pravijo, da so rastline tehtale skupno 5 funtov. Sodni zapisi kažejo, da je Joshua domnevno priznal, da so rastline njegove, vendar je zanikal, da bi gojil marihuano za prodajo. Joshua se zdaj sooča z obtožbo posedovanja s namenom prodaje, proizvodnje ali dostave konoplje, kar je kaznivo dejanje 3. stopnje. Kar zadeva Meliso, je njen primer prav tako še vedno odprt in v teku v času tega snemanja. Spletni sodni zapisi kažejo, da ima Melisa predobravnavni narok v svojem primeru določen za julij. To je vse za oddajo Na primeru, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na naš kanal na YouTubu in nam sledite na Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Jaz sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.